Živijo. Ja, mi sem prišla zdaj tle pogledati te čebele. Super, čebele. Vidite, tukaj lahko vidite sprednja strani čebelaka, kako čebele izletavajo, kako so pridne. Zdaj tle kakšna možnost, da me kjer od čebel pič? Ja, je možnost. Sploh ob takem vremenu čebele so mehko bolj agresivne, lahko mehko bolj napadalne in vreme ne ugaja, tako da je lahko večja možnost, da te pičijo. Kako pa vreme sploh vpliva na čebele? Podobno kot pri nas na ljudi. Če je kakšen tak oblačen dan, smo mogoče bolj zaspani, malo bolj nervozni in podobno tudi pri čebelah. Kadar je pa lep sončen dan, so vesele, tako recimo mi, polne energije in letijo, imajo svoje opravke, svoje delo. Koliko čebel pa je v panju? V takšnem panju je lahko nekje do 60 000 čebel. Med 40 000 in 60 000, odlično, kako je močna družina. Kaj pa sploh razlika med panjem pa satom? Panj lahko vidite tukaj. To je, se pravi, cela hiška, nek dom za čebelo družino. Satje so pa okenčke, posamezne satne osnove, celice, na katere pa potem čebelah sedijo, not prenašajo med, matica zalega zalego. Koliko matic pa sploh imate v enem panju? V enem panju je samo ena matica. Tako da ena je samo tista, ki zalega jajčeca, to je mati vseh čebel in trotov v sami družini in ona je zgolj ena. Zakaj se moramo pa sploh obleči v te obleke? Ja, kot ste prej lahko videli, čebele so nemirne, lahko pičijo in če se oblečemo tako obleko, je možnost pika veliko manjša. A pa čebela umre, ko piči? Ja, nažalost, vsak naš čebelarjev čebela, ko piči, umre. Čebela ima tako želo, da ko prebode našo kožo, ima na želo tudi bodice, ki so v kontrasmer obrnjene, se pravi v nasprotno smer. In ko hoče izdreti svoje želo, takrat ostane v koži, skupaj želem tudi prebavni trakt in takrat čebela umre. Da se zaščitimo pred piki čebel, lahko uporabljamo različne oblike ali pa pokrivala rečemo. Ena od takšnih je pokrivalo za obraz, kot ga lahko vidite tukaj, lahko probava. Mislim, da bo lik za ta pravo glavo. Vidite, na ta način pokrijemo zgolj obrazni del. Roke lahko naknadno zaščitimo z rokavicami. Tukaj imam eno manjšo, mogoče troško. Lahko poskusiš. Bo šlo. A zdaj bomo pa vzeli sat ven? Ja, lahko. Bomo en sat vzeli ven, pa bomo pokazali, kakšne so stvari na samem panju. Pa zdaj, ko bomo odprli, to ne bo nobena čebela ven? Trenutno še ne. Ko to odprem, še ne bo, ker je notri dodatna mrežica. Bom jaz vrata snel, da boste lažje videla. Notri še dodatna mrežica, ki preprečuje čebelam izhod iz panja. Da se bomo zihar prepričali, da se čebele ne bojo napadle, bomo vzeli tukaj majhen vžigalnika, pa dima, take palčke, ki jih prižgemo. Čebela ob občutku dima oziroma ko dim zavoha, se umakne, pride na samo satje. Tako da na ta način tudi čebelarju umirimo, jih prisilimo, da se umaknejo notri v notranjost panja. No, zdaj bomo še tale okenček odprli. Tale spodaj imamo tako ploščico, torej odloživa na tla, vzamemo celotno okenčko ven. No, zdaj imamo pa super primer, vam lahko pokažem. A vidite, kaj pa je tole? To ni čebela, to je trot. A vidite, to je čebela, to je pa trot. Trot je samec v čebeli družini in oni so odgovorni za opraševanje matic. A pa se vi nič ne bojite, da bi vas čebela pičila? Ja, načeloma, kadar pridem k čebelam, sem vedno brez obleke. Ko že prej imam kakšen pik ali dva, takrat pa se tudi oblečem. Tako da vedno gremo v upanju, da ne bom dobil benega pika. In takole zapremo. A vam diši? Ja. No, to je tisti najlepši del trenutka, ko si čebelar, ko lahko vzameš takle sat iz panja. Tukaj lahko vidite med in cvetni prah. A tole je cvetni prah? Ja, to rumeno je cvetni prah. Vidite, da čebelce prinesejo v panj in ga stlačijo takole posamezno celico. Aha, kaj pa tale rumen del? To je pa pokrit meden del. Ali boste probala? Ja! No, tukaj nam za vsakega en zobotrebec in zdaj lahko pomočite vsakosno celico notri in probate. Kako se vam zdi? Super.